mislim, da je čas, da na oder povabimo predstavnika ekipe Si Metal Ravne. Zdravo. Novak je klical Staloma, pa pravi, da se mu vložek pregreva. Ne more pa izdelati hladilnih kanalov in zato rabi drug material. Tu žal ne moremo kaj storiti. Saj imajo klasična orodna jekla za delo vročem precej podobne toplotne prevodnosti. Približno 35 W na meter Kelvina. Se pravi, da rajimo novo jeklo. Ja, ampak pazi, če ne bomo dovolj legirali, potem ne bomo dosegli ostalih lastnosti, kot sta trdota in popuščna obstojnost. Veš, ni dovolj samo visoka toplotna prevodnost. Prekaljivost bo tudi nižja, če ne bo kroma. Kaj pa, če bi izdelali orodno jeklo za delo vročem z magnetno mikrostrukturo, brez kroma in silicija, povišali bi vsebnost molibdena in dodali kobalt za bojno-komerno mikrostrukturo. Legirali bi tudi z niklom za doseganje večje prekaljivosti in žilavosti. No, to bi pa šlo in bi bilo za poskusiti. Dodamo še malo wolframa, za boljšo, da se juha zgosti, pa je to to. Evo ga. Tu vidimo za orodje izdelano v Talomaj s 4 gnezdi. En vložek je iz našega novega jekla, 3 pa iz konkurenčnega jekla. Poskusijo ganiti, kateri je naš na tem posnetku s termokamero. Pa že ta zgoraj desno, ki je najbolj bled oziroma najbolj hladen. Res je, ne glede na to, ali je notranje hlajenje vključeno ali ne. Spoštovane dame in gospodje, v okviru projekta Martina, kjer je sodelovalo 12 slovenskih podjetij in raziskovalnih inštitucij, smo v Si Metal Ravne razvili novo orodno jeklo za delo vročem Si-Therm S140R. Novo jeklo je že na trgu in prepričani smo, da se bo odlično prijelo. Hvala za vašo pozornost in lep večer še naprej. Pa še po metaluško. Srečno. Nas ste že prepričali, prepričana sem, da bomo zdaj samo še vzpostavljali jeklene vezi med vsemi nami in to iz vašega jekla. Izvolite, prosim, podelite zlato priznanje. Za vas pa prosim še za en bučen aplavz.